Pozdravljeni! V današnjih prehranskih čvekah bomo nadaljevali s temo o sladkorni bolezni, ampak na malce bolj praktičen način. Z mano je tudi Peter, ki bo delil z nami življenjsko izkušnjo s sladkorno boleznijo. Peter, povej mi, kako je živeti s sladkorno boleznijo? Ja, živijo Tanja. Ja, sladkorna bolezen za marsikoga predstavlja kar en tak velik izziv, ne? Ampak mene je ta izziv naučil dveh zelo pomembnih človeških vrlin, in sicer potrpežljivosti in pa prilagodljivosti, ne? Zdaj, sladkorna bolezen je taka, da ko se soočimo s kakšnim problemom ali težavo ali izzivom, ne, zato potrebujemo kar nekaj časa, ne, da se mi temu prilagodimo, da se tega privadimo, ne, in to zahteva kar dobršno mero potrpežljivosti, ne. In v bistvu že tudi različni dejavniki, ki vplivajo na naš krvni sladkor, lahko predstavljajo kakšno težavo, ne, in pač ja, tem dejavnikom se moramo mi prilagoditi, se moramo nekako z njimi soočiti, ne, in potem v bistvu nekako najti eno rešitev, ki nam bo pripomogla k temu, da bomo lažje obravnavali naš krvni sladkor. Skozi življenje te je verjetno sladkorna bolezen že zelo veliko naučila. Povej mi 3 pravila, ki pa so zelo pomembna pri sami sladkorni bolezni. Ja, pri sladkorni bolezni je zelo pomembna pač prva stvar je inzulin, inzulinska terapija, ne. Inzulin je dejansko prišel v veljavo šele pred 100 leti, ko so v bistvu zdravniki prvič nekemu dečku vbrizgali injekcije inzulina in je ta dejansko lahko potem živel s sladkorno boleznijo. To se pravi, še do pred 100 leti je bila sladkorna bolezen dejansko neozdravljiva, smrtna bolezen, ne. Zdaj pa je v bistvu skozi pač to obdobje teh 100 let, ne, ko se je pač ta farmacevtska industrija na področju inzulinov tako razvijala, ne, imamo zdaj že na voljo toliko različnih inzulinov, da nam v bistvu teli omogočajo res normalno življenje s sladkorno boleznijo. Potem druga zelo pomembna zadeva je, to se pravi telesna aktivnost. Pač zame osebno je telesna aktivnost skoraj tako pomembna kot inzulin, ne, ker v bistvu s pomočjo telesne aktivnosti se da zares enostavno pač uravnavati krvni sladkor na dolgo, bom rekel, ne. Potem tretja opcija je pa v bistvu še prehrana, ne. Pri prehrani bi pa mogoče poleg zmernosti izpostavil še štetje ogljikovih hidratov, ki je pa pač ključnega pomena za to se pravi odmerjanje inzulina, ne, ki ga mi pač potrebujemo za to, da lahko uravnavamo svoj krvni sladkor. Pri sami sladkorni bolezni recimo prva stvar, na katero se spomnimo, je predvsem to, da ta oseba, ki ima sladkorno obolenje, ne sme uživati sladkarij. Ja. Povej mi, a je to res in kako se ti spopadaš s tem? Ja, zdaj pri tem sladkorju je takole, ne, vsi ljudje smo nekako narejeni na enak način, ne, in vsi imamo radi nekaj sladkega. Tudi sladkorni bolniki nismo pri tem čisto nič izvzeti, ne, in tudi jaz osebno imam zelo veliko željo po sladkem, ne, in jaz si najraje to nekako lajšam to željo z temno čokolado. Pač temna čokolada meni predstavlja eno tako zdravo alternativo pač nečesa sladkega, ne, in seveda pa tudi potem to uravnavaš s tvojo telesno aktivnostjo, ne? Tako, s telesno aktivnostjo ali pa potem tudi mogoče s kakšnim odmerkom inzulina, malenkost večjim, ne, zato da pač se ta sladkor nekoliko izravna. Poznamo pa tudi nadomestke za navadni namizni sladkor in sicer to so sladila. Sladila v bistvu ne dvignejo sladkorja v krvi, tako kot navadni namizni sladkor. Sladila delimo na umetna, naravna in pa tudi na sladkorne alkohole. Je pa seveda res, da tudi s tem ne smemo količinsko pretiravati, zaradi tega, ker lahko imajo tudi kakšne neželene stranske učinke. In sicer recimo to, če naštejemo eno, so kakšne prebavne motnje, a ne? Tako, ali pa kakšna napihnjenost, ne? Tako. Zdaj pa, če recimo se še majčkeno poglobiva v same beljakovine in pa maščobe, kaj pa je recimo pri njih zelo pomembno? Ja, pri beljakovinah in maščobah je zelo pomembno tudi to, da pač mi tukaj ne pretiravamo, ne. Naprimer, beljakovine same kot take, če jih pojemo preveč, ne, se tisti odvečen del beljakovin pretvori tudi v sladkor, ne, in je potem treba tisti odvečen del beljakovin tudi pokriti z inzulinom, ne. Pri maščobah je pa nekako podobno.
In sicer pri maščobah je tako, da več kot maščob mi pojemo, nekoliko v bistvu upočasnimo to presnovo sladkorjev, in potem mogoče sladkor že počasi narašča, potem pa zaradi maščob sladkor ne pade lepo normalno nazaj na tisto osnovno raven, ampak ostaja na tisti visoki ravni krvnega sladkorja. In tukaj treba zelo paziti na to, da v prehrani ne zaužijemo preveč maščob. Je pa tudi zelo pomembno, rečemo pri ogljikovih hidratih, da pazimo na vlaknine. Ja, res je, tudi to je res. In sicer, tlele recimo imamo midva za primer polnozrnate testenine in pa bele testenine. Kaj je med njima razlika? Razlika je v tem, da v samem procesu predelave teh belih testenin pride do tega, da se izločijo prehranske vlaknine, vitamini in minerali. Posledica tega je, da se hitreje dvigne sladkor v krvi. Zato je zelo pomembno, da izbiramo polnovredne žita in pa žitne izdelke. Zelo pomembno je pa seveda tudi recimo pri sami pripravi živil, da mi ne razkuhamo določenih živil, kot so recimo testenine, krompir, riž, zaradi tega, ker pride do hitrejše presnove in s tem tudi hitrejši dvig samega sladkorja. Pa dajmo pogledati, če tale alkohol. Kaj pa je tle pomembno? Zdaj tako, pri alkoholu, sladkorni bolniki, tukaj je spet pomembna tale zmernost. Je pa še nekaj načel, ki jih je treba upoštevati. Alkohol je v bistvu fajn jemati oziroma ga zaužiti takrat ob obroku. Če rečemo, pijemo alkohol na tešče, tukaj lahko v bistvu tvegamo tudi razvoj kakšnih resnih hipoglikemij oziroma nizkega krvnega sladkorja, ker alkohol tudi nekako prikrije človeku te občutke, da ima nizek sladkor. Pa tudi v procesu presnove ima nekako alkohol v jetrih nekoliko več prednosti, kakor pa naprimer sladkor. In ko smo ravno pri hipoglikemiji, kako pa ti uravnavaš recimo hipoglikemijo? Ja, v primeru teh nizkih sladkorjev je zelo fajn imeti s sabo kakšen tetrapak, kakšnega sadnega soka ali pa mogoče kakšno Coca-Colo, Fanto, Sprite, nekaj takega, kar ima v bistvu notri te enostavne sladkorje, ki zelo hitro pridejo v kri in zares hitro potem vplivajo na, to se pravi, na porast krvnega sladkorja v tisto normalno, da nismo predolgo časa v nizkih krvnih sladkorjih. Hvala ti, Peter, za delitev tele tvoje osebne izkušnje. Za gledalce pa mogoče, če poveš še eno takšno pozitivno misel o sladkorni bolezni. Ja, zdaj pri sladkorni bolezni je zelo pomembno to, da smo pri urejanju te sladkorne bolezni pozitivno naravnani, da imamo pozitivno mišljenje, da se ne predamo kakšnim, bom rekel, negativnim čustvom, Potem pa zelo pomembna stvar, ki sem jo že omenil malenkost prej, je pa tudi zmernost. To se pravi zmernost v prehrani, zmernost v vsem, zares pomaga pri, bom rekel, lažjemu uravnavanju krvnega sladkorja. Pa še res je. Se vidimo v naslednjih prehranskih čvekah.